En lep pozdrav. Danes bom na kratko povedala svojo strategijo številka 2, takoj ko se Bullschain omrežje lansira. Kaj bom naredila čisto na začetku v prvem mesecu, ker ne moreš čisto vsega seveda narediti sam naenkrat, ampak ene stvari so nujne, ker ne trajajo dolgo in je škoda, da bi izgubili denar, če ni treba, ne. Torej, Bullschain smo ugotovili, bo fork, odcepitev od Ethereum omrežja. Vse, kar imate gor na Ethereum omrežju v svojih denarnicah, bo skopirano tudi na Bullschain omrežje. Bullschain omrežje bo delovalo na MetaMask denarnici 100%, na Ledgerju na začetku ne bo delovalo, ampak lahko Ledger povežete z MetaMaskom, pa boste vse videli na Ledgerju. Se pravi, to je že bilo v mojih prejšnjih videojih, kako uporabljati MetaMask pa Ledger skupaj. Zdaj, jaz bi priporočila, da imate poseben Ledger, da daste kovance, ki hočete, da se vam podvojijo, na poseben Ledger in potem airdrope dobite pač na tisto denarnico. Ker če boste airdrope, se pravi ti zastonj kovance, dajali na isto denarnico, kot imate večje količine, pač ne vem, ali Bitcoina, Ethereuma, karkoli, potem, če boste naredili napako, če boste naleteli na scam, lahko vse izgubite, tako da dajte malo razdeliti, več Ledgerjev, se splača. Definitivno se splača. Jaz imam več Ledgerjev in ne delam vse z enim in istim Ledgerjem. Nikoli, ne. Pač sploh tisto, kar nisem sigurna, dam rajši na poseben Ledger in potem tam delam s tem, ne. Ta glavnega, kjer imam stejke pa te stvari, pa ne, ne. To je moje priporočilo. Zdaj, kaj narediti najprej, bom kar šerala. Torej, dajte najprej, kaj bom jaz naredila, to ni finančni nasvet, to je pač, kaj bom jaz naredila, ne. Prva stvar, ki jo bom naredila, v bistvu je, mislim, da bo 30 dni časa, če sem prav razumela, da boste vse, kar je pobrali dol, se pravi vse kovance, ki boste dobili zastonj. Kovanci ne bojo kar sami od sebe v denarnici, ampak jih morate iz blockchaina prenesti in zato boste rabili na Bullschain omrežju Pulse kovance. Saj, če imate samo enega, je zadosta, ne. Definitivno za vse transakcije, ker bo na začetku bojo transakcije izjemno poceni. Torej, Pulse morate imeti na denarnici, tam, s katero boste delali, mora biti nekaj pulsa gor, in potem boste lahko vzeli dol vse ERC20 kovance, vse kovance, ki so na Binance omrežju tudi, se bojo prekopirali, pa vse, kar je v zvezi s tem, ne, pač na teh omrežjih, ne, se bo, vse, kar je v fork od Ethereuma, vse, kar je fork od Binance, je tudi fork od Ethereuma in to se bo vse kopiralo. Tako da to boste imeli v svojih denarnicah. Denarnice so pa vaše lastne, tam, ko imate vaš ključ, ne, Ledger, Trezor, Atomic Wallet, MetaMask, ne pa tudi na borzah. Tako da iz borz poberite dol, preden se lansira. Zdaj, ta network, ta Bullschain, blockchain se bo vsak čas lansiral, tole je njegov blockchain, isto kot do Ethereuma in super deluje zadeva. Lahko si tudi že, tukaj imate bloke, transakcije, pogledate svoje transakcije, poglejte moje prejšnje videe, kako preizkusite to zdaj, da se ne boste potem lovili, preizkusite, kako spraviti iz Ethereum omrežja sem kovančke in obratno, preizkusite, kako delati z komplet omrežjem, to imate v mojih prejšnjih videih vse natančno povedano, pa še v opisih spodaj imate linke, ne. Zdaj, če pogledamo tokens, all,
smo lahko kar pozitivno presenečeni. USDT je že gor, USDC je tudi že gor, Liu-Peer token, sploh ne poznam, ne vem, Shiba Inu je že gor, že kar nekaj časa in tako naprej. Poglejte si, kateri DAI je gor, ne? Se pravi, vse to se bo podvojil na Polščenu in tam boste imeli OMG coin, wow, zanimiv, Matic je gor, wow, Matic je tudi gor, super, super, odlično, Uniswap, bravo, EOS, tudi EOS imam nekaj, Hex seveda, normalno, zaradi Hexa je nastalo to omrežje, Engine, a veste, ogromno kovanj, da bojo vsi, Doge, Leon, mislim, da Dogecoin, ampak Dogecoin je tudi, ja, 100%, no. V glavnem, večinoma, ne bojo čisto vsi, ne bojo vsi kovančki gor, v bistvu, eni so rekli, da ne bodo prišli na Polščen, razlog je pa, ker morajo vse še enkrat plačati programerje in je za njih to predrago in so se nasamarali v bistvu na Ethereum omrežju in nimajo dobičkov in ne morajo priti gor na Polščen, pa je pa mogoče kdaj kasneje prišli gor. Zdaj pa eno opozorilo, se pravi, to je prva stvar, ki jo bom jaz naredila. Moram dobiti dol iz blockchaina, moram dobiti na svojo denarnico, moram dobiti vse kovančke, ki me res zanimajo. Zdaj pa veliko opozorilo, ki sem ga že povedala, ampak bom še enkrat. Token Sniffer, tole spletno stran, prosim, poglejte in preizkuste. Zdaj, recimo, imate tukaj latest scams, zadnji scam, zadnje prevare, v bistvu, ki so gor, je tudi Terra Luna 2.0 sem videla, to je scam, bodite zelo previdni. V bistvu, tukaj si pogledate, kateri kovanci so scam. Kaj pomeni prevara, scam? To pomeni, da če boste vi videli nek kovanc v svoji denarnici, ki ga ne poznate, in ga boste dali dol, se pravi iz blockchaina kot airdrop, in na svojo denarnico je lahko zelo namerna koda, ki se bo aktivirala in vam bo seveda pobrala čisto vse, kar imate na denarnici. Komplet vse premoženje bo šlo, ker bo imel napadalec dostop do vaših seedov, ker je tako pač narejen. In to se da. Tako da poglejte, kateri kovanci niso v redu in pa dajte pogledati tudi tako, recimo Hex. Hex ima recimo vse legalno in super in dobro narejen. Wow, zdaj je šel že gor, 5 centov je bil. V glavnem, tukaj imate recimo od Hexa pogodbo. Pač pogodbo skopirate, copy, pogodbo skopiramo, kopiramo od Hexa, lahko tudi kliknete na njo, tole je kao da damo v MetaMask, pa pojmo na Hex.com, na Etherscan, Etherscan, dobro, to je Hex, token, to so vsi tokeni imajo tako, če nimajo pol neki narobe. Se pravi, mora imeti pogodbo, kontrakt, to mora imeti obvezno in to skopirate, pa pol pogledate tam noter. Potem mora imeti spletno stran, pogledate, da ni sumljiva. Pogledate, koliko je cena in če je uvrščen pač v te iskalnike. Potem pogledate, koliko je supply, tukaj je ogromno, Hex ima ogromno supply, čeprav žal ga prodajajo zdaj, pa koliko je holderjev, se pravi tistih, ki držijo Hex, 302,000, to je kar dosti ljudi, in pa koliko je transakcij, to je zelo veliko. In pa pogledate, recimo Hex ima
par sekund nazaj, v bistvu pa par minut, so transakcije, kar pomeni, da je kovanec živ. Če kle par dni ali pa samo par transakcij ali pa nobene, v bistvu je nekaj zelo, zelo, zelo narobe. Že to lahko ugotovite. To najprej pogledajte, ne kar dol vzeti, ne kar dol vzeti, pač, pa še to pogodbo, ki smo jo prej kopirali, kopirajte še sem noter, še sem noter. In evo, token sniffer je Hex najdel, to pogodbo je našel in tukaj boste videli, tukaj so same kljukice. Pomeni, da je ta kovanec v redu, da ni scam. Res zamika, da bi dol vzel pa prodal. Pa dajte najprej pogledati, je to res kovanec ali ni, je nekaj čudenega. Če je nekaj čudenega, ne tega imati dol z blockchaina. Ne tega, tudi če so milijoni gor. Ne tega, ker boste vse ostalo izgubili. In lahko tudi meni pošljete. Tudi spodaj lahko pogodbo date od kovanca ali pa ime, karkoli, pa bom jaz pogledala, če želite, da vam pomagam. Sploh ni problema. Dajte mi kar kle noter pisati, če se le da, ker mi je najlažje tako. Pa še malo reklame mi naredite. Ja, to. Zdaj, naslednja stvar, ki jo bom naredila v prvih dneh. Jaz bom opazovala mreže in opazovala bom tudi sushi token. Wow. Opazovala bom Testnet Explorer. Kaj se bo dogajalo s kovanci, ki bojo lansirani? Zdaj, kako vlagati v kovanske na začetku, recimo PulseX pa Pulse. Definitivno PulseX, Hex pa Pulse in pa po mojem bom se tudi usmerila v Genius. Jaz mislim, to so kovanci, ki mene zdaj najbolj zanimajo, najbolj na začetku in jih bom opazovala. Cene bojo definitivno čisto drugačne, kakor so na Ethereum omrežju, oziroma pač Pulsa itak ni na Ethereum omrežju, PulseX tudi ga ni, Hex bo pa druga cena. Definitivno, lahko da bo višja, lahko da bo nižja, vprašanje, kaj bo. Je pa tako, nekaj ni. Je pa tako, page one. Se pravi, eni delajo, se to ni še pušče. Nekaj dela, nekaj še ne dela. S kovanci imajo največ problemov. Evo, zdaj, se pravi, na testni mreži zdaj že lahko preverjate kovance. Pojdite svoje kovance preveriti, če so že na testni mreži. Tale Civic je očitno imate address, transfers, ERC20, se pravi, ljudje že delajo s tem kontrakt. Se pravi, pojdite najprej na puščeno mreže, zdaj že dela. Puščeno mreže dela, samo je testno. Pojdite moje prejšnje video pogledati in kako si namestite v mreže in lahko zdaj takole, kakor jaz probavam. Vi sami vidite, evo, transferi so. Se pravi, isto boste lahko na tem omrežju pregledovali kovance, kakor na prejle smo videli tukaj, na Ethereum omrežju. To je Ethereum blockchain, tole je pa od puščena blockchain in že dela, poudarjam, dela, samo ni še javen. Ni še javen, mislim tako javen, pač ni še uradno. Zdaj so samo testne stvari gor, testne stvari se dogaja, testni kovanci, testne stvari, ampak je že gor. Pa, ko bo lansiran, bo pa to vse, pač super, odlično. Pogledamo še kakšen Šinja, Xshib, stake, Shiba Inu se bo očitno stakala ali kaj. Po mojem, to je treba vse preveriti, vse te kovančke, se to, ene bom definitivno jaz, ko me zanimajo, ne morem vsega, ampak ene bom sigurno pogledala.
Če vas zanima, dajte tole prečekirati, ne. Tukaj, dajmo GENI pogledati, če je gor. Me prav zanima. Genius, tale je, GENI Trust, to je to. Je gor, prav, tole me zanima recimo, ne. Supply, evo, je že kontrakt je gor, vse je gor. Bravo, prav, tole bom šla pa preizkusiti. Je ERC20, bravo, evo. In že ljudje s tem, se pravi, lahko trgujete, a ne. Lahko trgujete, pojdite moje prejšnje video pogledati, kako trgujete, delate, zamenjate kovance, stejkate, služite, farmate, vse imam objavljeno, ne. In to morate znati, preden se lansira, a ne, ker zdaj govorimo o tem, ko se bo lansiralo. Torej, zdaj pa naslednja stvar. Torej, novi kovanci, kakor je PulseX pa Pulse, kar se cene tiče, se bo dogodilo isto, kot se z vsemi kovanci zgodi. Na začetku je možno, da bo prva cena ful visoka ali pa nizka. Odvisen je od prvega, ki bo kupil ta kovanc, pa ki bo naredil pul tudi. Od tega je odvisno, a ne. In kaj narediti? Jaz prvo minuto nikoli ne kupim. Kovance treba opazovati in predvideti približno iz izkušenj, kdaj je najnižja cena. Na začetku bo šel gor in pol pade. Vedno je tako. Lahko je prvih nekaj minut to, prvih nekaj ur ali prvih nekaj dni ali tednov. Odvisen je od kovanca do kovanca, je različno. Če pogledamo, recimo, pojdimo pogledati Bitcoin. Če gremo pogledati Bitcoin, na primer, pa da damo maksimalno, pa ne vem, tulele imam Bitcoin. Evo, Bitcoin pa Ethereum imam, pa dala sem na max, v bistvu, ali pa če grem rajši Ethereum, po moje bo lažje to primerjati. Dajmo Ethereum pogledati, Ethereum, maksimalno, od začetka, kar je, se pravi 2015 do danes je Ethereum, in tulele imam Ethereum, Bitcoin. A ne? Zdaj, če pogledamo, v bistvu je ta rumena črta je Bitcoin in pa ta ravna črta Ethereum. Main, proč, BTC, samo trenutek, Ethereum. Ja. V glavnem, Ethereum, tole nekaj ni. Tole nekaj ni. Nič, ampak nič hudega. V glavnem se vidi. Bitcoin recimo na začetku, glejte, je tudi bilo isto, ne. Če pogledamo čisto tulele začetek, je bilo isto. A ne, tale začetek. Pri Bitcoinu. A ne. Je bila, a vidite, cena je bila visoka, v bistvu $2, $3 je bil. $3 in potem je padel dol, strmoglavo dol na dolar. To se vedno zgodi s kovancem. In potem je šel na $2 in potem je šel počasi dol, v bistvu, ne. Počasi je šel dol in potem prišel na 80 centov. Na 80 centov, a ne. Tako da to se, pa on je rabil kar dolgo časa. On je rabil kar dolgo časa, da je prišel na toliko nizko ceno. Recimo, ne. To sem hotela povedati, da morate pogledati. In Ethereum je v bistvu, če gremo Ethereum, samo Ethereum pogledati, dajmo izklopiti tale BTC. BTC.
Ethereum. Ethereum je štartal z približno $2 in ja, na začetku je kar, ja, isto je bilo, isto, a ne, $2-3 in potem je cepnil takoj na 68 centov. Tukaj, a ne, in on je potem čez čas prišel na 43 centov. Je rabil, recimo tudi nekaj časa, da je prišel nižje. In zdaj s kovanci je skoraj vsi imajo to, ampak eni imajo zelo kratko to, eni imajo daljše, odvisno je, zelo je odvisno. Tako da jaz bom na začetku opazovala in se bom odločila, kdaj vstopiti tukaj noter približno, ne, kdaj vstopiti. Zdaj, ponavadi se čist ne splača prve minute, ker tudi ne delajo stvari tako dobro, ne. Treba je mrežo v bistvu opazovati, kako bo delovala, in pač to bom jaz naredila, no. Opazovala bom PulseX in pa Puls in bom vstopila takrat, ker imam zdaj že pripravljene v bistvu denar, da bom vstopila noter takrat, ko bo se meni zdelo, da je to najbolj ugodna cena, in to je to. In potem bom PulseX in pa Puls dala stejkat. Zadevo bom dala stejkat, bom vezala v bistvu, in bom uporabila potem kasneje po enem mesecu, en mesec bom dala za stejkat, potem bom pa opazovala pare, po enem mesecu, in to so pa naslednje strategije v bistvu, ke jih bom pa kasneje posnela, a ne. Zdaj, kar se pa Hexa tiče, je pa isto. Hex bom isto tako opazovala v bistvu in ga bom kupila takrat, ko bom prepričana, da je to ugodna cena, in ga bom dala stejkat. Na začetku se bo najbolj splačalo na 15 let, a ne, stejkat zadevo na 15 let. Definitivno se bo to splačalo, a ne. Pa mogoče nekaj bom dala na krajše obdobje, kakšnih 5 let, ne vem, en manjši znesek bom preizkusila tudi na še krajše obdobje, ampak to bo preizkus zato, da vidim, kako se bo stvar obnašala, a ne, pač na puščajem omrežju. Isto pa z Geni tokenom, ampak Geni token, Genius je pa treba imeti v glavi, da verjetno ti padci bojo pa ne toliko veliki. Tako da te 4 kovance bom definitivno na začetku opazovala in pa vlagala v njih in pa stejkala jih bom definitivno, ker se da na več načinov. Zdaj, kako bom Hex stejkala, imam že video objavljene, so 3 načini oziroma bojo 4 na Boljščajnem omrežju. To je že objavljeno, to si poglejte, pa ostale stvari, kako se stejkajo, sem tudi že objavila. To se zdaj naučite, a ne, ker to bom jaz kupila pa dala stejkat, potem naslednji mesec pa naprej potem strategije in definitivno bom dala nekaj Hex preko MetaMaska oziroma pač direkt, nekaj pa ne iz MetaMaska, ampak preko njega. Nekaj bom pa sigurno Hedron, prek Hedron aplikacije, definitivno bom prek Hedron aplikacije naredila, ker Hedron aplikacija ima zelo veliko variant za delati. Hedron app in Hedron, a ne, pač Hedron app, v bistvu meni je Hedron všeč zaradi tega, ker lahko ga date, se pravi, lahko date ga stejkat, to je tale gumbek, a ne, in ta stejk je lahko NFT, vi ga lahko spremenite v NFT in ga lahko prodate vmes.
Sprav narabite, če pridete v stisko karkoli, ali pa si tudi sposodite, recimo, da nočete hekse prodati, si sposodite denar in pač ga potem počasi vračate. To se sami od sebe sposodite. O tem sem tudi že naredila video, tako da to si definitivno poglejte. To si definitivno, ker tole bo aplikacija za mene ena prvih, ko jo bom uporabljala. Hedron zdajle že lahko uporabljate. In vse, kar imate, ker tole zdajle na Ethereum omrežju, kar sem pokazala, tale Hedron aplikacija, DEP, in to se vam bo, če zdajle stekate preko Hedrona, vse se vam bo podvojil na puščenem omrežju. Stejki in pa hedroni. Pač, ko dobite zastonj hedrone za svoje stejke, ko jih date stejkati. Če date preko Hedrona, dobite avtomatsko, če prek MetaMaska morate pa MetaMask skonektati, Connect Wallet, MetaMask, in pa potem se vam tukaj spodaj pojavijo stejki in pač jih mintate. Ali pa klajmate. Jaz sem jih klajmala zato, ker bom samo enkrat to naredila in mintala jih bom potem, ko bo stejk končan, zaradi tega, da klajmaš zato, da si rezerviraš pač hedrone, da ne bojo pošli, ker so omejeni. V bistvu pa mislim, da ne bojo, pač ker se oni kreirajo stejki dejansko, pač ne bojo pošli, ampak na trgu bojo pošli, tako da bo njihova cena vedno višja. Lahko jih tudi prodate. Če jih mintate, jih pa prodate, pa zamenjate za heks, pa heks pa vložite naprej. Hedron strategijo bom še posnela. To Hedron strategijo, ker res, imam pa že Hedron posnet, to si poglejte, bom pa še potem, ko bo na puščenem omrežju še enkrat, če bojo kakšne novosti. Zdaj si pa poglejte moj prejšnji video od Hedrona. Torej, to je strategija številka 2. Takoj po lansiranju, prvi mesec, prvih 30 dni bom v bistvu pač delala to, kar sem povedala v tem videu. Bi pa vas pozvala, da če imate vi kakšne svoje strategije, dajte jih napisati spodaj v opisu, pa dajte lajkati, dajte šerati. Napišite, kaj vi mislite, kaj ste že naredili, kakšne izkušnje imate s puščenim omrežjem zdaj. Pa če imate kakšne ideje nove, kakšne pametne ideje, super ideje, da jih lahko delite z nami vsemi, pa da jih mi ostali tudi preizkusimo. Hvala za pozornost, pa se vidimo v naslednjem videu. Kar se tiče strategij, bom snemala po lansiranju. Vse ostalo, v bistvu, kar bo aktualnega v tem svetu, pa vas bom tudi opozorila pač na določene stvari. Ali pa, če vas zanima, dajte mi pisati, dajte mi, ko dobim, v bistvu, če mi spodaj v YouTubeu napišete, jaz dobim mail, pa vidim, pa lahko odgovorim in pa tudi lahko posnamem prav video. Hvala za pozornost, bodite dobro, uživajte tale vikend in veliko uspeha vam želim naprej.